Živjo, lepo pozdravljeni v predstavitvenem videu webinarjev, ki jih bomo pri Razturi na maturi namenili maturitetnem romanu Figa. Subskrbite se na naš YouTube channel in nas followajte na Instagramu, ne pozabite pa se registrirati na naši platformi, kjer vas bodo kmalu čakali vsi webinarji. Figa je eden izmed dveh romanov, ki vas letos čakata na maturi. To menda že veste. Ker pa esej predstavlja kar polovico končne ocene, se splača nanj zares dobro pripraviti. Pri Razturi na maturi smo zato za vas pripravili sklop webinarjev, s katerimi se bomo dotaknili najpomembnejših in za nekatere tudi problematičnih področij. Prvi webinar bomo namenili kratki obnovi knjige. Ker gre za precej obsežen roman, si bomo s pomočjo družinskega drevesa oblikovali slikovito obnovo, ki bo poskrbela za bolj jasno predstavo o odnosih med številnimi liki in njihovimi funkcijami za interpretacijo in boljše razumevanje romana. Pripovedovalec pa ni enoten skozi celotno delo. Nekaj časa zgodbo spremljamo skozi oči prvoosebnega personalnega pripovedovalca, del romana imamo tretjeosebnega pripovedovalca, v nekaterih delih pa celo nezanesljivega. Vse dvome in vprašanja, ki se vam v tem trenutku porajajo, bomo razrešili v prvem webinarju, tako da kar mirno. Drugi webinar bomo namenili karakterizaciji oseb, na katero se bo posredno ali celo neposredno zagotovo nanašal eden od naslovov, ki ga boste dobili na maturitetnem eseju. Pobližje si bomo ogledali tudi okvir časa in kraja, v katerega je Vojnovićeva zgodba postavljena, kako pomembna sta za interpretacijo in zakaj sta tako ključnega pomena. V zadnjem delu naše trilogije pa si bomo pobližje pogledali tako notranjo kot zunanjo zgradbo romana in ga tudi žanrsko določili. Dotaknili se bomo motivov in tem ter poiskali ključne razlike med prvimi in drugimi. Povedali bomo tudi, kako jih lahko v romanu prepoznate. Čisto na koncu bomo skupaj poiskali še ideje in sporočilo zgodbe. Kako pa se lotiti branja romana? Za branje si definitivno vzemite čas. Nikakor ne čakajte na počitnice, pač pa vzemite knjigo v roke in pričnite z branjem, če slučajno še niste. Lahko kar po koncu tegale videa. Zanimiva zgodba vas bo pritegnila in skupaj z liki se boste sprehajali po znanih ljubljanskih ulicah ter obiskali kraje, ki so včasih predstavljali del Jugoslavije. Ob branju si označujte zanimive replike in pomembne dele. Najzanimivejše citate si lahko kar izpišete, saj jih boste tako imeli na enem mestu, na tak način pa vam bodo ostali tudi najbolj v spominu. Je pa roman precej obsežen, tako da vam predlagam, da si sproti pišete obnovo. Vsako poglavje skušajte obnoviti v enem stavku, ki bo pripomogel k osvežitvi spomina za dogajanje in potek specifičnega poglavja. In pa še en tip, uživajte v romanu. Goran Vojnović je napisal zares čudovit roman, ki vam bo razširil marsikatero še neraziskano področje. Tako, to je to. Zdaj pa knjiga v roke. Se vidimo na prvem webinarju, še prej pa vam želim prijetno branje.